Ne vem, mogoče eni ne vejo, mogoče ultra die hard fani definitivno vejo, da so si bila midva malo všeč. Ampak sva si nekako tako rekla, da to je vseeno skupina, da ima midva keep it professional, ne? Kako že? Živjo, jaz sem Alenka, vi pa spremljate kanal Džungla. Hej, dobrodošli nazaj v džungli Bipopov, smo danes z vami. In tle imam nekaj trditev, ki jih dajmo pogledati. Sem ženska in sem vesela. Sem Tinkara Fortuna. Javnost me najbolj pozna seveda kot članico skupine Bipop. Sem Alenka in sem pevka. Ne bom rekla, da sem članica ene skupine, ker sem članica kar dveh. Bipop in Sopranos. Letos praznujemo kar veliko enih obletnic. Vsak ima sicer tudi svoj rojstni dan, ampak mislim, da se najbolj splača omeniti obletnico Bipop, ker imamo 20. obletnico. Glasba je zame hrana za dušo, ne? Pa ne samo zame, po moje je to za marsikaterega, ne? Glasba je tisto zdravilo, lahko je hrana, lahko je, ne glede na to, v kakšnem stanju čustvenem si, je po mojem glasba vedno tista, ki te lahko spravi nekam, kjer je lepše. Zmeri eno in isto poudarjam, da me glasba, tudi če sem ne vem kako utrujena, tudi če imam ne vem koliko obveznosti, me vselej napolni super energijo. Bipop Ladies si na slovenski glasbeni sceni želimo. Ja, zdaj, če smo že 2-3 leta nazaj, si želimo, da bi še čim dlje skupaj ustvarjale in se takole družimo, ker se mi zdi tiste dneve, ko smo mi tri skupaj, jaz jih vedno doživljam kot nekaj posebnega, se mi zdi, da sem za vsak tak dan hvaležna, ker mi tri, ko smo na kupu, smo take mladostne frčafele še vedno. Ustvarjati muziko. Tako bolj za dušo, ne zdaj pa moramo z nekimi cilji in zdaj bo plošča in zdaj bo ne vem, kje vse turneja. Mi skozi rečemo go with the flow, dajmo še pripraviti, posneti kakšen lušten videospot, kakšno lepo pozitivno pesem s pozitivnim sporočilom. Špilov, sodelovanj, nekih situacij, kjer bomo lahko pokazali še kakšno drugo našo glasbeno, pevsko plat, priložnosti. Okay. Ko sem prvič stala na odru, sem imela puls na 586. Štirje smo bili na res ogromnem odru, bilo je, ne vem, 10 000 ljudi spodaj in to je bilo definitivno nekaj, kar še danes se z veseljem spominjam in kar malo tako zaščemi, ne, ko pomislim, kako je bilo takrat. Bipop mi je spremenil življenje, ker mi je dal kot prvo zelo dobre prijatelje. No. Tako z Ano in Tinkaro smo še zmeri zelo povezane. Simon sicer škoda ni ga več zraven, spoštujemo se kakor njegovo odločitev, da ga ni več zraven, ampak se imamo še zmeri vsi štirje zelo radi. Pa ne moram reči, da mi je spremenil življenje. Bipop je življenje moje, a veš, zaradi tega, ker smo tako hitro začeli s tem, da sploh ne moram reči, da mi je spremenil življenje. Pač takrat se je moje življenje začelo. Tako da Bipop je moje življenje. Evo, spreminjam ta stavek. Najlepši spomin na tista leta, najlepše pa ne morem enega izpostaviti. To je meni tako čuden, ker to je celo obdobje. V bistvu mi je zelo lepo, še danes, ko se spominjam, zaradi tega, ker velikrat ljudje rečejo, pač takratni fani, ne, pač ožinski so še vedno naši fani, da smo njim spremenili življenje, zato ker takrat so bili najstniki in so se velikokrat znašli v kakšnih situacijah neprijetnih in jih je naša glasba spravila v dobro voljo in na neko boljšo pot. Spomin, ki bi ga želela izbrati pa, izbrisati. Spomnim se, da smo bili na nastopu v Litiji.
bila športna dvorana, bilo je nabito polno ljudi noter. Mi smo imeli enega varnostnika, ali kaj je bil pač, ki je v bistvu malo skrbel za to, da nas niso poteptali otroci, ne. Torej, intro se je že vrtel, intro, ki je napovedoval, da mi gremo na oder in da se koncert začne, se je že vrtel, 1 minuto je trajal in jaz ugotovim, da imam v ustih čigumi. In bili smo v športni dvorani, pač tega čigumija ne moreš kar nekam vršt. In jaz sem šit, kam ne dam, Matevž. In Matevž v tistem trenutku, ja, daj meni, bom jaz rešil. In mi da roko in mu jaz dam tisti čigumi in v tistem mi gremo na oder in začnemo pet. In jaz kar naenkrat nekaj, ko je to? In je tip, namesto da bi čigumi vrgel smeti, ga pač vrgel, meni direkt v lase. Mislim, jaz sem znorela, samo tako le mi je delal, pa ne moreš biti, ne moreš to, ne. Ko mi je škatlica od In-Earja padla v WC. Najprej mi je šlo po glavi, a se to da sploh popraviti in sreč se je. Tako da to, evo. No, vse zato pa imate zdajle to naprej, ne? Ker ravno tega nisem hotela omenjati. Najlepši spomin na Nečka našega. Ne vem, mogoče eni ne vejo, mogoče tisti ultra die hard fani definitivno vejo, da so si bila midva malo všeč. Ampak sva si nekako tako rekla, da to je vseeno skupina, deva midva keep it professional, ne? Kako že? V bistvu ful lepih spominov imam, sami lepi spomini so. On je bil taka srčna oseba, on je ful, vse je tako zelo čustveno jemal, zelo iskren je bil, se pravi, vse, kar se nam je dogajalo, je on sprejemal na, ne vem, 30 potenco, veš. Tako da je bil res zelo v trenutku, kar je super, ne, ker danes velikokrat nismo v trenutku. In se večkrat spomnim na to, kako je on znal uživati v tem, kar se nam je takrat dogajalo. Sicer je bilo kratko za njega, žal, ampak je bilo pa zelo intenzivno in jaz mislim, da je on res doživel svoje sanje. Najbolj neprijetna stvar, ki se nam je zgodila med nastopom, je... enkrat se spomnim, da smo bili v Tolminu, ki je zelo rockerski in mi smo bebop. In moram reči, da je bil tisti, po mojem, ni bilo fajn, no, ni bilo fajn. Mislim, da so se takrat celo neki stepli pred vhodom, celo neko policijo so klicali, tako, mislim, zbežali smo od tam. To lahko zdaj eno bolj frišno zadevo izpostavim, ko smo bili z bebopkami na enem televizijskem nastopu in je pol kar kamera tekla, muzika je kar šla in smo kar stale. In Alenka, pač če ima mikrofon v roki, poje zraven, ne, in sem pela. Malo je hecno izpadlo. Skupina Bebop se je razšla ker. A veste, da se skupina Bebop ni nikoli razšla? Leta 2005, naša Tinkara, ona je itak večni organizator in ona je, ne bom rekla, da je ravno za dovoljenje prosila, ampak vem, da je prav izpostavila, a je čas, da jaz zanosim in je načeloma ona zanosila in smo mi šli na tako zelo dolgo porodniško. Punce smo se ponovno združile, ker nam je fajn. A veš, ker se rade družimo, ker smo frendice, ker je dober energy, ker je dober vibe in ker lahko še kaj lepega skupaj ustvarimo. Simona ni več z nami v skupini, ker se pač ni več videl na odru. Očitno je prerasel tole obdobje nastopanja, kar ne bom rekla, da smo mi še zmeri ostale tam, kjer smo bile. Lahko rečem, da je v nas bila ta želja in ogenj je bolj gorel kot v njem. Nas pa definitivno podpira. Čau, Simon! Vsi mislijo, da smo se skregali, a resnica je. V bistvu se s Simonom res nikoli nismo skregali. Jaz se ne spomnim, da bi se v 20 letih
so kdaj nesoglasja, različna mnenja, ampak ne spomnim se, da bi se prav zares skregali ali pa da ne vem, kdo ne bi drug z drugim govoril kakšen dan, dva. Tako da to je res zanimivo, glede na to, da smo umetno ustvarjena skupina, takrat so nas izbrali namreč na audiciji, ampak očitno so in psihologi, žirija vsi vedeli, da smo taki karakteri, da smo timski in da se znamo marsikaj pogovoriti. Nastopi so po 20 letih drugačni, ker predvsem se razlikujejo zaradi tega, ker ne plešemo več zraven koreografij, to je bil tudi poseben izjev, pa zdaj smo starejše, modrejše, tudi bolj zrele, tako da vemo, kaj želimo in smo zdaj mi tiste šefice, ki se upravljamo naprej. Moja odrska kondicija je pa trenutno zelo slaba, sploh zaradi teh koron in teh karanten, tako da zdaj, ko se lepo vreme pa sonček začne spomladi, bom mogla kar se podvizati pa malo na daljše sprehode začeti hoditi z mojim kužkom. Moja odrska kondicija pa... bolj slaba. Ampak to zaradi te korone, veš, ker če korone ne bilo, pa če bi špili bili, pol bi bila kondicija zdaj tudi na vrhuncu, ne. Tako da, pripisujem to koroni. Moja najljubša naša pesem je vsekakor Našo prvo, Moje sonce, ker je res en tak pozitiven sonček. Definitivno naša prva Moje sonce je pa tista, ki ponavadi, ko kak otroški zborček Moje sonce poje, sem jaz tista, ko mi začnejo kar malo solzice iti, pa sicer ne vem zakaj, ampak neka taka čustva se v meni zbudijo, ko ta komad, sploh ko nekdo drug ta komad poje, tako da Moje sonce, ker je prva, ker se mi zdi, da je večna, ker se mi zdi, da je zdaj že skoraj malo zimzelena in jo bom tudi zapela, še preden sem prebrala, sem jo zapela. Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake, ko zagledam te, srce ponori. Ti si moje sonce. To je to. Upam, da nisem bila predolga, da nisem bila dolgočasna, da ste izvedeli kaj zanimivega, mogoče še kaj, kar niste vedeli. Upam, da ste uživali v tem videu in upam tudi, da se kmalu spet vidimo. Vse lepo od Alenke, čau! Pa se vidimo na kakšnem špilu.